je ena simpatična mladenka. Taja, pozdravljena. Pozdravljena, Maja, hvala za povabilo. Hvala tudi tebi, da si se odzvala. Sedaj smo si lahko pogledali tvoj video spot. Naprej je naslov in ima zelo zanimivo sporočilo. Kaj si nam želela v bistvu povedati s tem komadom? Ja, ta komad je v bistvu en opis toksičnega razmerja, razmerja, v katerem smo ujeti, kjer nam ni fajn. In iskala pa sem vseeno eno pozitivno sporočilo, da je iz takega odnosa mogoče oditi in najti svobodo v samem sebi. In ti si našla svobodo v svobodnem ustvarjanju, kajti to ni bil tvoj prvi in pa edini video spot. Izdala si jih že kar nekaj in pa vidim, da ti to kar gre tudi v nadaljevanju, si bova pogledali še enega naslednjega. Kako dolgo pa traja že ta tvoja solo kariera in kako je v bistvu prišlo do te odločitve? Ja, se že z glasbo v bistvu dolgo ukvarjam, ampak sem bila bolj bendovski človek. Sem recimo tudi članica zasedbe Jazz Ladies, kakih 8 let. Potem sem igrala tudi z drugimi bendi, preizkusila sem se v rocku, popu, jazzu, v glavnem ni da ni. Ampak ker sem vedno bila tudi avtorica besedil in glasbe, sem nekako začutila tudi to potrebo, da bi se sama predstavila. Ampak ni bilo čisto tako, ker je bila ena pomembna oseba v mojem življenju, ki me je tudi spodbudila k temu, da sem stopila na pot solo izvajalke. To je bil pa Rok Vilčnik, ki me je spodbujal nekako k temu, da postanem pevka. In sedaj si se seveda tukaj našla, kajti komadov je kar nekaj, mi pa upamo tudi, da te bomo videli na kakšnem koncertu. Si morda razmišljala tudi v kaj tej smeri, ko se seveda situacija majčkeno obrne in bo to vse skupaj dovoljeno? Ja, upam na koncerte čim prej, na normalizacijo pogojev in na to, da se lahko čim prej spet družimo in vidimo. Tudi jaz tako upam. Prej si pa omenila, da ustvarjaš tudi glasbo oziroma besedila. Kako pa je pisati? Tudi pišeš za svoje komade? Kje jemlješ te neke navdihe in pa kako poteka ves ta proces? Najbrž ni tako lahko, kot bi si marsikdo zamislil. Na nek način največji navdih mi je nekako moje lastno življenje pa življenje mojih prijateljic. To, kar izkusim na lastni koži in nekako začutim. In ko dobim ta navdih, je proces ustvarjanja, lahko rečem, da je lahek. Ko je enkrat navdih tu, samo napišem in je to. Ni toliko, da bi se recimo umsko ali pa razumsko spravljala k nekemu procesu pisanja, ampak enostavno I feel it in napišem in je to. Da so pa zelo življenjska besedila, pa tudi pozivam naše gledalce, da si malo prebrskajo po YouTube profilu ali pa na tvojemu Facebook profilu. Kaj ti imaš kar, že prej smo povedali, odhod iz toksičnih razmerij in pa razviti sam sebe. Tudi ostala besedila imajo vsa nekakšen pomen in pa verjetno izkušnjo, ki si lahko marsikdo poistoveti z njo. Ja, to nekako tudi, to upam, da dosežem nekako pri poslušalcih. Ravno ta človeška izkušnja, ki si jo vsi na nek način delimo, ne. Super, jaz sem vesela, da imamo tako življenjska besedila in pa tako življenjske glasbenike, kateri nas razveseljujejo tudi z besedili in pa z glasbo in pa da tega seveda ni konec tudi v teh časih. Bi te pa prosila, da se na kratko predstaviš našim gledalcem, ki te pa morda danes prvič vidijo v tej oddaji. Živjo, lep pozdrav vsem. Sem Taja, slovenska kantavtorica, pevka in instrumentalistka. Kaj pa pomeni inštrumentalistka? Lahko sem videla, da igraš tudi klavir. Kdaj si začela že s klavirjem ali pa morda imaš še kakšen drug glasbeni inštrument? Klavir je pa v bistvu kar prva ljubezen, čisto prva ljubezen. Tako da lahko rečem, da se spomnim, koliko sem bila stara, po mojem enih 6 let, ko sem ga prvič zagledala pri eni mamini sodelavki. To je izgledalo tako, tam je bil klavir,
Jaz sem ga videla, se vsedla in kar začela igrati. In to je bilo, od takrat naprej smo neustavljivo povezana. No. Sem tudi začela kar skladati na klavir, tako da je bila hitro tudi ta povezava med skladanjem in med instrumentom. Super. Vedno je lepo videti, kadar so glasbeniki tako z ljubeznijo pri stvari, tebe pa v bistvu glasba spremlja na vsakem kotičku, bodi si to ustvarjanje ali pa petje. Kaj pa, če glasbo pustiva, kakšni so kaj tvoji hobiji? Kaj drugače še počneš v prostem času? Hobiji, ja. Hobiji so meditacija, joga, moje živali, maček, pa sprehodi z psom in mačkom. Narava, vse, kar je povezano z naravo. In fajn klepeti, dobri klepeti, ki širijo obzorja. Omenila si meditacijo, tudi to ni tako enostavna stvar, kajti moramo biti res duhovno pripravljeni, da se lahko nečesa takšnega lotimo. Verjamem, da za marsikoga je to izkušnja tudi v naravi, kot si omenila. Ampak ta duhovna stran sem pa tudi zasledila, da si pa študirala teologijo. Ne? To je zelo zanimiva povezava tudi z glasbo in pa na splošno. Kako to pri tebi vpliva eno z drugim? Teologija ali pa tudi neka osebna duhovnost se mi zdi ta področja, ki razširita obzorje, neko dojemanje sebe kot človeka na tej izkušnji, na tem planetu. In to ima potem za posledico, mislim, da na glasbi se pozna vse, ne? Tak kakršnakoli moja izkušnja se pozna na glasbi, tako da se tudi recimo duhovna ali pa religiozna izkušnja avtomatsko pozna na dojemanju, zaznavanju in potem tudi na glasbi, ki je v bistvu tudi dojemanje in zaznavanje okolice ali pa svojega notranjega sveta. Ja, glasba je kar precej intimna stvar, kajti glasbeniki s tem izlivate svoje čustva in pa dojemanja, tako kot si povedala, skozi sam komad in nekako nam dovolite, da vas mi začutimo in pa se morda tudi kdo poistoveti ali pa le razveseli ob dobri glasbi, tako da je to sigurno zelo, zelo duhovna stvar tudi iz tega vidika. Točno to. Točno to. Glasba je najbolj intimen del mene same in drugih ljudi in prav tako, kot si sama rekla, je to religiozna izkušnja, zato jo je tako težko opisati, ne, recimo. Glasba lažje opiše neke občutke, kot da bi se zdaj recimo pogovarjali midve o Bogu ali pa o angelih. Je pa tvoja glasba tudi zelo uspešna, kajti kar non-stop se vrti po glasbenih lestvicah in pa dosega visoke tudi nekakšne ocene raznih glasbenih kritikov. Kako pa na to gledaš? Si verjetno zelo, zelo ponosna na svoje izdelke. Lahko samo to naredim. Res se zahvaljujem vsem, ki me podpirajo na tej poti, ker na taki poti nisi nikoli sam, ne. Vedno so drugi ljudje, ki te podpirajo, ki te spodbujajo, tu so radiji, tu so poslušalci, prijatelji, družina. Brez tega lahko rečem, da me ni na nek način. To si ti in to se tudi vidi in tako to tudi poslušamo in pa dojemamo. Za koga bi pa ti rekla, da je tvoj glasbeni idol? Si morda imela koga v otroških letih ali pa je morda še kdo, ki ga sedaj poslušaš in pa se rada poistoveti z njim? Idolov je bilo pa toliko, da sploh ne vem, s kom bi začela. Slovenski ali tuj? Karkoli te navdihuje. Slovensko bi lahko izpostavila recimo Marto Zore, potem Vlada Kreslina, izmed tujih pa velike dive, Whitney Houston, Celine Dion. V zadnjem času pa
mi je ful blizu odštekana umetnica Doja Cat in pa Jean Aiko. Tako da res iz vseh raznih vrsti imaš svoje idole in pa prav je tako. Tvoja besedila so pa nekje v slovenskem jeziku. Si kdaj razmišljala tudi mogoče v tujem jeziku, da bi se na ta trg malo prelevila? Mislim, ko bo pravi čas, mogoče tudi, ker se mi zdi, da če si želiš ustvarjati, moraš narediti v nekem trenutku tudi to, da razširiš mogoče malo svoje meje. Ko smo ravno pri mejah in pa pri teh nastopih in pa ustvarjanju, a si kdaj razmišljala tudi o kakšnem večjem odru? Je tukaj kakšna tvoja skrita želja, da bi si pa rekla, tam bi si pa rada kdaj naredila nastop oziroma koncert? Ja, tudi to je moja velika želja. Pol bi sicer rabila ful plesalk, ampak imam zelo rada tudi vnašanje koreografije recimo v svoje spote in nekoč sem želela postati tudi plesalka, ampak to mi ni bilo usvojeno. Tako da ja, veliki odri takoj. Mi te podpiramo in pa seveda držimo pesti, da se ti te sanje uresničijo. Kaj pa drugače za prihodnje razmišljaš, kako bi v bistvu bi ostala na tej glasbeni poti, ker sedaj ustvarjanje vidim, da kar ni ga konca in verjetno tudi kaj kmalu lahko kaj novega pričakujemo od tebe. A imaš kaj že naštudirano, mogoče kakšen nov komad, kakšen nov videospot ali pa kakšen projekt? Ja, res je. Pravzaprav smo tik pred snemanjem novega spota. Tokrat bo malo bolj razigran, tak pomladno, poleten komad z ful dogajanja. Eno tako nasprotje od Poglej me, ki je vseeno balada, čustvena, malo otožna, ker govori vseeno o nekem usodnem srečanju in pogrešanju te osebe. Ta nov komad pa bo plesen za zabavati se v glavnem, Za imeti se fajn, kar je prav tukaj za poletje in pa seveda tudi to, komaj čakamo. In pa seveda upam, da se vidimo pod kakšnim odrom mi, da te lahko opazujemo in pa plešemo s tabo in pa se veselimo. In pa seveda, ko boš imela nov komad, ne pozabi na nas in se pridi ponovno predstaviti. z veseljem. Ja, Taja, najlepša ti hvala za tele minutke in pa seveda za tvojo predstavitev. Jaz sem zelo vesela, da imamo med nami tudi toliko mladih glasbenikov, ki pa soustvarjajo svoje komade iz različnih plati in pa imajo seveda tako globoka sporočila, ki nam jih lahko polagajo. Naslednji komad Poglej me je videospot, ki si ga bomo v nadaljevanju pogledali. Kaj pa si nam v bistvu želela s tem sporočiti? Poglej me je v bistvu kar taka intimna izpovedna pesem. Sem jo napisala v zimskih dneh, ko si malo bolj soočen, mogoče tistem mrazu in notranjosti sam za sabo. Govori pa o usodnem ljubezenskem srečanju in o pogrešanju te osebe, ne. In je tudi neka prošnja po vrnitvi in poglej me, tu sem. Tako da je prav ljubezensko naravnana, kar bo tudi idealno za zaključek najinega pogovora in pa res vas vabim, ostale gledalce in pa gledalke, da si pogledate, tako kot sem prej omenila. Taja, kje te najdejo na Facebook profilu? Na Facebook profilu me najdejo kar pač Taja Božič, potem imam tudi Instagram Taja Božič Music in pa Facebook, umetniško stran Taja Božič Music. To je to zaenkrat. Ja, pa seveda YouTube channel, Taja Official. Sem mogla zdaj prav poštudirati. Tako da upam, da ste si zapomnili, pogooglajte malo Tajo Božič in pa pogledajte na njen YouTube profil, kjer se vrstijo ti videospoti, o katerih sva sedaj govorili. Poglej me, si bomo tudi mi pogledali sedaj v nadaljno. Ostali pa verjamem, da vas bodo tudi navdihnili s kakšnim besedilom in pa verjamem, da je to super miren zaključek tega današnjega večera. Tako da, Taja, ponovno se ti zahvaljujem, da si si vzela čas in pa res upam, da se naslednjič vidimo, morda pa že v studiu s tvojim novim komadom in pa videospotom. Mi že kar čakamo in pa se veselimo, kaj nas takrat pričaka in kakšno sporočilo nam boš predala. Tako da ti želim res lep večer in pa upam, da se kaj kmalu vidimo. Hvala, Maja.
enako. Sedaj pa si poglejmo video spot, ta je Poglej me, vi pa si poglejte tale spot in pa potem hitro gor na YouTube kanalčka in pa bodimo veseli in pa da spremljate še naprej, mi pa se kak malo spet vidimo, tokrat v studiu.